tukaj bi jaz mogoče, to je tudi moje stališče, ne? Zelo, zelo veliko, če ne vseh skillsov, kaj je po slovensko skill? Sposobnost, veščin je learnable skillsov. In ko gledaš nekoga, ki nekaj opravlja zlahka, ti v resnici ne veš, koliko učnih ur je on preživel do tega trenutka, da on to dela, ona to dela zlahka. In resnično je, če se je mogoče nekomu, ki jeclja, če se je mogoče naučiti govoriti brez jecljanja, koliko je še vsega tega, kar je learnable skill, in morda tukaj je res usmeritev, če imaš neko slepo pego, ki te moti, dovolj je ena stvar, ki si jo želiš izboljšati, je to stvar začeti, vztrajati in delati na tem. In potem sčasoma pridejo še druge, ker imaš veselje ob tem, da se da in da se lahko izboljšaš. Tako je. To si dala super primer, recimo jecljanje, javno nastopanje. Mislim, ko ti vidiš sam pri sebi, da je ta identiteta, v kateri si danes, identiteta, ki si jo izbrala na neki točki, ki ti je koristila na neki točki, ampak ni to zadnja identiteta, ki je zate mogoča. Ko to dojameš, v bistvu postane tvoje življenje nek blank canvas, nek nepopisan list, neka priložnost, da v bistvu se začneš poigravati z tem, kakšne nove identitete bi pa še lahko ustvaril. Tipični primer so igralci. Najboljši hollywoodski igralci dobivajo nagrade in imajo ne vem kakšne renomeje, ravno zaradi tega, ker so sposobni se vživeti v neko identiteto človeka, ki ni v nobeni verziji podobna tisti, ki oni živijo vsak dan. In jo zaigrajo s tako prepričljivostjo, kot da oni to so. Ampak oni to dejansko postanejo. Tukaj je ta psihologija identitete. Če imaš ti vse zmožnosti in željo, se pravi, kakor si rekla sama, se učiti, pogledati slepe pege, kaj te dejansko zaustavlja danes, da bi postal tista verzija sebe, na čem želiš delati, kako, in da najdeš strokovnjake in podporne ljudi, ki ti pokažejo, na kak način prideš najlažje in najhitreje do tja, lahko. V bistvu, in to je ta fleksibilnost naših možganov in osebnosti. Ampak da ne bo pomote, ko rečeva najlažje in najhitreje, tukaj bi se sam navezala na neko nestrpnost, na instant družbo, v kateri živimo. Nič od tega, ali pa malo katera stvar gre iz danes na jutri. Torej, jaz bi rada postala to in to. Lahko, ampak ne jutri, tudi verjetno ne čez en teden. Kdaj pa potem? Kdaj? Ja, sigurno je proces. Proces je pa, predvsem se mi zdi, da ta proces, odvisno je, koliko mask imaš pred tisto osebnostjo. Recimo, če si ti želiš biti oseba, ki pride flegma na oder in je lahko toliko sproščena, kakor, ne vem, da bi šla na kavo z eno prijateljico, pa jo gleda na tisoče ljudi in suvereno govori o neki temi, ne samo, da moraš to vaditi, ampak hkrati moraš začeti odstirati vse tiste maske, ki te zaustavljajo. Moram biti perfektna, moram biti taka, Se pravi, odvisno je, koliko jih še nosiš in koliko delaš na sebi, da jih potegneš in odstraniš in da pustiš svetu, da vidi avtentično tebe. Ker samo takrat, ko smo avtentični, smo dojeti na način, na katerega bi si želeli v tisti identiteti. Ampak biti avtentičen pomeni biti ranljiv. Biti ranljiv pomeni biti razgaljen, odprt, da te vidijo vsi in da vidijo tako tvoje pluse kot minuse, stvari, na katere nisi ponosen, lastnosti, ki bi si jih želel mogoče spremeniti. Ampak tukaj se mi zdi, da pri rasti ne vem, če je meja. Zdi, da vedno se najde nova stopnička rasti. A dajva zaključiti z vprašanjem, a imamo pri coachingu, pri osebnostni rasti, pri nekem osebnostnem napredku uspeh oziroma neuspeh? A si kdaj doživela, da je nekdo rekel, toliko časa pa denarja sem v to vlagal, pa nobenega uspeha? Ne. Tega nisem doživela, pa mislim, da tudi licenciran coach to zelo redko ali pa ne doživi. Zakaj to rečem? Zato, ker coach je izobražen, usposobljen, da takrat, ko vidi, da stranka sabotira in se umika, ker
saboter je tudi avoider, se pravi nekdo, ki stopi stran in se reč skrije pod vrečko, samo da ni treba narediti. Ali pa najde 100 in en izgovor. Tukaj je manipulacija, takrat, ko ti želiš dobro izpasti ali pred svojim coachom ali pred samim sabo, tukaj mi postanemo izvirni. Ampak dober coach je streniran za to, da ti pač ne pusti iti tja. In če ti nekdo ne pusti iti tja in ti pač konstantno meče te maske dol in reče, dajva se pogledati v to ogledalo, v redu je. Nič ni narobe. Pač to je pomemben del procesa. Je potem na drugi strani samo odvisno, a je stranka pripravljena to pogledati. Se pravi, edini neuspeh, ki ga lahko doživiš v coaching procesu, je ta, da si rečeš, to mi je pretežko, ta moment ne zmorem, prihajajo stvari, ki jih nisem pripravljena pogledati in tukaj bom jaz stisnila na pauzo, zato ker to ni zame. Takoj, ko greš ti v neko tok denarja, tok časa, nisem dobila nobenih rezultatov, to je saboter žrtve. Se pravi, jaz se smilim sama sebi in hkrati kažem s prstom na nekoga drugega, v notranjosti pa zares vem, da mogoče nisem upala iti tja v neko globino pogledati to, kar si ne upam videti. In se mi zdi, da mogoče je tu samo ta neuspeh, do katerega pa lahko pride. Jaz bi tukaj morda sem še dodala, da verjetno je res, da vsak trenutek ni primeren za vsako stvar. Jaz to pri sebi vidim. Jaz šele zadnje čase, ali pa se mi dogaja, da naletim na iste stvari, na katere sem že naletela 20 let nazaj, pa me niso pritegnile niti malo. In jaz šele zdaj dobim v roko isto knjigo ali pa slišim isto misel, ko si rečem, wow, zdaj razumem. 20 let nazaj ali pa 5 let nazaj tega nisem razumela. Tako da morda, si moramo tudi kdaj priznati, je čas za določene stvari ali pa tudi je čas, da se od kakšne stvari kdaj tudi umaknemo. Ja. Ali pač. Absolutno. To si zelo dobro izpostavila. Se mi zdi, da prva stvar, ki je potrebna v celotnem procesu osebnostne rasti, je sočutje do samega sebe. Mi, ko stopimo na to neko pot odkrivanja, najdemo stvari, ki bolijo. Najdemo stvari, preko katerih ne moreš čez noč. V bistvu stvari, ki te spreminjajo kot osebo, in če v bistvu ti formiraš neko novo identiteto, ne samo, da to potrebuje pač svoj čas in prakso, ampak, kakor si rekla, to sočutje, da si rečeš, ne rabimo vsega naenkrat. Pa tudi, če nekaj časa noč, pač v redu je. Se mi zdi, da to so neki tisti pritiski, ki neka pravila, ampak v resnici to si jih ustvarjamo sami. In čisto odvisno je, koliko se človek pusti pritiskom družbe. Se na koncu dneva noben drug ti ne plačuje računov, jih plačuješ sam, noben drug ne ostane zjutraj iz posla, moraš sam. So stvari, ki jih moraš v življenju sam. In tukaj se mi zdi zelo pomembno to, kar si rekla. Včasih, tudi če mora miniti 20 let, da si mogoče pripravljen za neko informacijo, neko sporočilo, pa mine 20 let, ne za to. Pa bo še za kakšno stvar minilo toliko. Ampak to je to sočutje, to razumevanje. Pa tudi ta nek surrender, se pravi, ta neka predaja procesu, da zaupaš, da točno to, kar ti je namenjeno v tistem momentu, te najde. In to, kakor si pripravljena pogledati, vidiš. In potem se te tančice počasi odstirajo. Zato pa vedno pravim, coaching lahko stopiš za, 609 sessionov, lahko pa to traja več let. Pa če si nekdo, ki želi delati na sebi, ti materijala nikoli ne zmanjka. Ne zato, ker bi bilo nekaj narobe s tabo, ampak zaradi tega, ker hočeš iti še više. In se mi zdi, da vedno potem zvišuješ ta nivo svoje zavesti in takrat potem ponavadi postane vse lažje. Najlepša hvala, Andreja. Za zaključek, mi se včasih sploh ne zavedamo, koliko smo napredovali, pa koliko smo mi že zvišali nivoje. To ti mora včasih kdo od zunaj povedati, včasih pa sploh ti tega nihče ne pove. In če samo pogledamo, kje smo bili 10 let nazaj ali pa 20 let nazaj, bi morda videli, kakšno pot smo prehodili. Ja. Najlepša hvala za tvoj čas. Da zaključiva, a obstaja še karkoli, kar nisva pokrili, pa bi rekla, da je največja laž o osebnostni rasti? Jaz bi pa v bistvu vrgla žogco k tebi, ker se mi zdi, da osebnostna rast je nekaj,
kar ti dihaš. In bi zelo rada slišala tvoj odgovor na to vprašanje. Torej, a je kakršnokoli laž v osebnostni rasti? Ja. Jaz mislim, da je laž, da lahko osebnostno zrasteš čez noč. Zato, ker lahko se spremeniš čez noč, lahko način razmišljanja spremeniš čez noč, ampak bojim se pa, da je čas tisto, kar mora miniti, da pa dejansko lahko zaživiš na ta način. Ja. Zame. Ampak dopuščam pa tudi drugačna stališča. Super, mislim, da si super povzela. Sigurno je ta integracija zelo pomemben del procesa. Pa mogoče ena stvar, ki bi jo še jaz dodala z mojega stališča, je, da je never ending story. V bistvu laž o osebnostni rasti, da ti nekdo reče, daj pet tja, se malo pogovoriti, pa je to. Jaz mislim, da ni zaključenega procesa. Je proces, ki traja celo življenje. Pa super, zato ker to pomeni, da sem jaz čez 5 let lahko na bistveno višji točki, kot sem zdaj. Tako. In če sem čez 5 let lahko na višji točki, a veš, kje bom pri 60-ih, pa kje bom pri 70-ih, tako da top. To naj se nikoli ne neha. Ja, super. Najlepša hvala, da ste bili z nama. Se vidimo čez 14 dni. Lepo se majte. Poslušali ste epizodo podcasta Hudiča advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.